V Murski Soboti je potekal posvet ob 100. obletnici podpisa Versajske pogodbe. Vikend je v Odrancih minil v znamenju jubilejne, že 25. tradicionalne Ajdove noči. V četrtek, 18. julija, odpira vrata že 49. mednarodni folklorni festival Beltinci. Spoštovane gledalke in gledalci, v prispevkih, ki boste deležni v oddaji Dogodki, smo z našo ekipo obiskali in zabeležili aktualne prireditve v svetu ob Muri. Zadovoljstvo in dobro počutje ob spremljanju le-teh. Pomurska akademska znanstvena unija je pripravila posvet ob 100. obletnici podpisa Versajske pogodbe in odločitve o združitvi Prekmurja z matično domovino. V pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je Pomurska akademska znanstvena unija pripravila posvet v počastitev 100. obletnice podpisa Versajske pogodbe in odločitve o združitvi Prekmurja z matično domovino. Udeležence posveta je pozdravil pomurski akademik dr. Mitja Slavinec, predsednik Pomurske akademske znanstvene unije. My great pleasure and honor to welcome you in this wonderful region, which was Veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim in izkažem dobrodošlico v tej čudoviti pokrajini na tem posvetu posvečenem podpisu Versajske pogodbe pred 100 leti. Želim vam prijetno bivanje v Prekmurju ob predstavitvi gradiva in ob razpravi. And also interesting lectures and discussions. Dragi prijatelji, podpis Versajske pogodbe je bil zelo pomemben ne samo za Prekmurje, ampak za celotno Slovenijo in kaj več o tem bomo danes izvedeli. Navzočim je besede pozdrava namenil tudi dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, spoštovane občanke in občani, welcome in Murska Sobota municipality, welcome in Pomurje region. Spoštovane ekscelence, dame in gospodje, občanke in občani, dobrodošli v Murski Soboti in v Pomurski regiji, ki je vse bolj zanimiva in privlačna za turizem. Po tem posvetu vas vabim v Ekspano, v naš promocijski center za turizem dežele ob Muri. Vesel sem, da sem danes tukaj z vami, da ste vi v naši čudoviti naravni pokrajini, kjer imamo odlično kulinariko, vrhunska vina in kjer žive dobri ljudje. We have very top security, we have good food, we have good wines and we are very good people. Dogodek je pripravila Pomurska akademska znanstvena unija v sodelovanju s pokrajinsko in študijsko knjižnico v sklopu prireditev posvečenih 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Posveta so se udeležili veleposlaniki oziroma njihovi namestniki Francije, Velike Britanije, Japonske, Italije in Združenih držav Amerike. Nagovoril jih je pomurski akademik dr. Stanislav Raščan, vodja sektorja za strateške študije in analize na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. Dr. Andrej Hozjan je pred začetkom predavanja nagovoril prisotne ter nadaljeval. Dear guests, ladies and gentlemen, I'm very happy and also proud. Dragi gosti, dame in gospodje, vesel sem, da vam lahko predstavim pomemben dogodek iz Pariza pred 100 leti. Številne aktivnosti povezane s podpisom Versajske mirovne pogodbe 28. junija leta 1919. Z njo se je natanko 5 let po atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda končala Prva svetovna vojna. Takratne številne spremembe in dokončna odločitev strokovnega sveta 5, ki je Prekmurje priključil kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pred 100 leti se je s podpisom Versajske pogodbe Evropa tako teritorialno kot družbeno korenito spremenila. Po zaslugi uspešne diplomacije, ki je zastopala interese Slovencev, pa je Prekmurje bilo združeno z matično domovino. V Odrancih je minuli vikend potekala dvodnevna tradicionalna prireditev Ajdova noč, ki je poskrbela za pester program in nepozabno druženje številnih obiskovalcev od blizu in daleč. Vrhunec pa je prireditev dosegla v soboto zvečer z nastopom ansambla Saša Avsenika. V športno-rekreacijskem centru Odranci so pripravili jubilejno Ajdovo noč. Obiskovalci so bili deležni nepozabne zabave, plesa in druženja z najbolj priljubljenimi pevci in ansambli v tem hipu. Velik šotor pa je bil letos za vse obiskovalce premajhen, saj se je na prireditvi zbrala velika množica obiskovalcev iz celotnega Pomurja. Program je razdeljen na petek in soboto. V petek bi rekli bolj za mladino, mlade po srcu, dočim v soboto nekako tudi za starejše, tudi za otroke. Recimo v petek smo sedaj imeli koncert Luka Basija, Ines Serbus, pa elektronski oder,
Tako da lahko rečemo, da nekako smo po obisku podrli rekord Ajdove noči. Danes pričakujemo še eno odlično zadevo, in sicer ansambel Saša Avsenika, tretjič na našem odru. Imamo pa še seveda kot tradicionalno kuhanje ajdove kaše, sedaj že tradicionalno tekmovanje, pa predstavo za otroke, pa seveda živa glasba tudi popoldan, tako da za vsakega se vsako leto nekaj najde. Na Ajdovi noči kot osrednji kulturni, etnografski in kulinarični prireditvi občine so obiskovalci med drugim lahko poizkusili tudi prilogo iz ajdove in prosene kaše. Povezava Ajde z vasjo Odranci pa ni zgolj naključna, ampak nosi močno zgodovinsko komponento. Leta 1994 se je vse skupaj začelo, takrat so se določeni zanesenjaki odločili, da bi nekako po vzoru ostalih vasi priredili neko svojo prireditev in seveda, ker so Odranci znani po ajdi, recimo, da so ajdo pridelovali že na Luni, kot pravijo stare reke, so se nekako takratni zanesenjaki, vaščani odločili, da naj bo ta prireditev Ajdova noč. In tako je ostalo letos, oziroma vsa ta leta, letos že 25. Poleg glasbenega programa so organizatorji dvodnevne prireditve poskrbeli tudi za otroški program ter pripravili tekmovanje v kuhanju ajdove kaše. Samo kuhanje ajdove kaše v tej naši tradicionalni prireditvi Ajdovi noči poteka 9 let. Letos se je udeležilo 13 ekip. To so v glavnem ekipe iz naših odranskih društev. Od teh je 11 res naših društev, predstavnikov občine Odranci, 200 pa zunanji ekipi. Sam namen tega združenja je prav druženje. Druženje, srečanje, ker ni to namen tekmovanja. V bistvu, z katerih sestavin pa danes ekipe vse tukaj pripravljajo tradicionalno ajdovo kašo. Kaj so tiste glavne sestavine, ki odlikujejo to jed? Glavna sestavina je vsekakor ajdova kaša. Potem dobijo še čebulo in slanino, vse ostale sestavine so pa po želji kuharjev, ki danes pripravljajo to našo ajdovo kašo. Kljub temu, da niso upali napovedati zmage, niti ni bil to razlog za njihovo udeležbo, so v kuhanju ajdove kaše kot lansko leto tudi letos zmagali člani Društva za kulturo, šport in turizem Neuničljivo upanje. Nikoli ne gremo z nekimi pričakovanji na to tekmovanje. Že večkrat smo bili zelo uspešni, lani smo tudi zmagali, letos pa bomo videli, kakšni bodo okusi pokuševalcev. Kaj so mora biti vaše skrivne sestavine? Imate poleg ajde še kaj takega, ki začini samo jed? Ja, itak od glavnih sestavin so tukaj čebula, torej luk se najprej fajn prepraži, te se doda slanina narezana in te še kaša se malo prepraži, zalije z vodo, sol, poper pa še ostale začimbe, za katere je odgovoren naš majster tam zadaj za kuhanje, pa ne izda tudi vse skrivnosti, tako da nekaj pa ostane pri nas. V vašem društvu ste večinoma mladi. Kako mladi doživljate ajdo kot jed in to tudi kot kulturo, kajti to je dejansko kultura, ki je že od nekdaj povezana z vašo vasjo? Ja, za ajdo, pridelavo ajde so se od nekdaj ukvarjali že v naši vasi, potem je tudi znana, so prodajali širom v okolici, tudi na peš so hodili po nekaj dni v okolico, to so zgodbe dedkov in babic in lepo, ko se pač spomin na to ohranja tudi v obliki ajdove noči. Recimo to tekmovanje je tudi en tak dodatna utež, če gledamo v smeri ohranjanja kulturne dediščine, kulturnega zavedanja. Mislim pa, da še imamo tukaj dosti možnosti, kje še lahko na nivoju občine to ajdo bolj izkoristimo tudi v smislu turističnega potencijala in tako naprej. Načela važno je sodelovati, ne pa zmagati, so se držali člani čebelarskega društva Črenšovci, katerim je pomembno predvsem ohranjanje kulturne dediščine. Ajda pa jim med drugim predstavlja tudi pomembno kulturo za pridobivanje enega najkvalitetnejših medov. Smo čebeljari čebelarskega društva, ki delujemo na območju občin Odranci, Črenšovci in Turnišče, s sedežem v Črenšovcih. Danes smo se udeležili kuhanja ajdove kaše. Hočemo pripraviti nekaj čudovitega iz te čudovite kulture, ki je nekdaj zavzemala glavno prehranjevalno verigo v kuhinji, tradicionalni prekmurski kuhinji in danes prav na tej prireditvi, hvala Bogu, obujamo te spomine na to kuhinjo in samo pohvala gre organizatorju, da se spet nekaj dela na področju ajde in ajdovih jedi.
Prirediteljem jubilejne že 25. Ajdove noči v Odrancih je ponovno uspelo združiti glasbeni in zabavni del dogodka ter pritegniti mnoge obiskovalce na enega največjih poletnih prireditev v tem delu Pomurja. 4 dni trajajoči 49. mednarodni folklorni festival Beltinci bo tudi letos v gradu in parku postregel s plesom, pesmijo, šegami, navadami in prekmursko kulinariko. Čas ob koncu žetve je bil v pokrajini ob Muri vedno praznik. Vse so se ljudje veselili predelka in to je bila priložnost za pesem in ples. Z namenom, da se ti običaji ohranijo in prikažejo tudi širnemu občinstvu, Kulturno-umetniško društvo Beltinci skupaj s soorganizatorji prirejajo vsako leto v čudovitem ambientu Beltinskega gradu in parka folklorni festival, na katerem številni nastopajoči predstavijo ples, pesem, glasbo, šege in navade. V četrtek, 18. julija, se tako pričenja že 49. mednarodni folklorni festival v Beltincih. Na novinarski konferenci so predstavili letošnji festival. O pomenu in pomembnosti te prireditve za lokalno skupnost pa je Marko Virak, župan občine Beltinci, povedal naslednje. 49. mednarodni folklorni festival je seveda pokazatelj tega, da v Beltinski občini ohranjamo tradicijo, da smo lahko upravičeno ponosni na našo tradicijo, predvsem pa na našo kulturo in pa jezik. Vsi verjetno vemo, da sta jezik in pa kultura tista dejavnika, ki nekako determinirata narod, torej jezik in kultura delata Slovence. Mi v Beltincih pa radi pravimo, da nas folklorni festival dela Beltinčare in na to smo vsi občanke in občani občine Beltinci upravičeno ponosni. Ta tradicija se ohranja, se bo nadaljevala tudi naslednje leto, ko bomo torej nekako praznovali že tradicionalnega 50. Kot župan občine lahko samo povem kapo dol vsem tistim, ki so imeli v preteklosti voljo in pa seveda nek navdih, da so to zgodbo si upali začeti, so bili drzni. To je mogoče tista determinanta, ki nam jo danes primanjkuje, predvsem torej drznosti. Dovoliti si moramo biti drzni in nekako potem to drznost ohranjati. Jaz verjamem, da z vsem tem programom, ki je pred nami, bomo vsem tistim, ki bodo prišli si ogledati, v njih spodbudili to, da bodo videli, kaj pomeni kulturna tradicija oziroma kulturni običaj v naši občini. Nekako pa predvsem si želim tega, da bi vseeno tudi ta dogodek izkoristili v luči tega, da tistega še malo večjega, ki je pred nami, torej to je 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev, prekmurcev z Slovenci, tako da tudi tematika je nekako vseeno del pripravljena v tej smeri. Dogodke v četrtek in v petek, prva 2 dneva festivala, je predstavil Boštjan Ros, predsednik Kulturno-umetniškega društva Beltinci. V četrtek tradicionalno odprtje razstave, tokratno posvečamo 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Nekoliko drugače bo obarvana, pravzaprav bo šlo za tako multimedijsko razstavo. Združeni bodo torej RTV Slovenija z posnetki, z računalniškim portalom oziroma internetnim portalom, pa potem pokrajinski arhiv iz Maribora z celovito pripovedjo o dogajanju v tistem času. Kulturno-umetniško društvo z zapisi, ki so bili nedolgo nazaj najdeni v sosednjih Bratuncih in govorijo o tem, da so pa nekateri vendarle bili močno zraven, kako so bili zraven, kako so ljudje čutili morda desetletje po samih dogodkih, boste lahko našli torej v vitrinah. Skratka, to bo četrtkov večer, pospremljen seveda z živo glasbo naše tamburaške skupine. Pa že predtem bo uvod v ta večer naredila domača plejbanda. Petek, tradicionalno večer tuje folklore, ki se bo že odvijal na glavnem odru. Nastopili bosta 2 folklorni skupini, torej italijanska folklorna skupina, oziroma sicilijanska, pa poljska folklorna skupina. Imena boste
bo bolje, da jih preberete kar sami na programskem listu. Skratka, večer tuje folklore, ki je v navezavi z podobnim, ampak veliko večjim folklornim festivalom iz Zagreba, torej Zagrebška smotra folklore, gre za enega največjih folklornih festivalov na območju bivše Jugoslavije in mi prijateljujemo in plod tega prijateljevanja so tudi skupine, ki prihajajo k nam tuje. Sobotno dogajanje sodi v domeno Zavoda za turizem in kulturo Beltinci. Več o tem Simona Cizar. Zavod kot javni občinski zavod skrbi seveda za intenzivno podporo vsem društvom, še posebej pa društvom, ki se lotevajo tako velikih projektov oziroma dogodkov, kot je Mednarodni folklorni festival. In seveda zdaj že kar dolga leta skrbimo tudi za zbiranje prijav, organizacijo popoldanskega sobotnega dogajanja v parku. To je seveda sejmarjenje. Sejmarjenje, ki poteka ob poti, ki pelje od gradu do cerkve. Tukaj se predstavljajo predvsem rokodelci, izdelovalci in obrtniki, ki izdelujejo predvsem domačo ljudsko obrt, in seveda tudi nekateri, ki niso ravno čisto ljudski, ampak nekako sodijo v ta sejmarski del in seveda potem so od 16. ure naprej že vsi tukaj v parku svojo ponudbo. Prav tako pa je odlično sodelovanje vseh ostalih krajevnih skupnosti zdaj že utečeno. Letos seveda vseh 8 vasi, ki spadajo v občino Beltinci, se bodo spet predstavile. Z letošnjim letom ni neke posebne vezane zgodbe, temveč se vsaka vas, vsaka krajevna skupnost predstavi s tem, po čemer je najbolj poznana, tako doma, tako širše in zdaj seveda že tradicionalno tudi utečeno prihajajo, se vračajo gostje, ker vejo točno, kaj bojo na katerem štandu, da tako rečem, krajevnih skupnosti lahko dobili tako kulinarično, kot tudi etnološko zanimivega. Sobota je dan oziroma večer za etno glasbo. Letos zelo pester program, na glavnem odru se bo vse skupaj začelo odvijati ob 20. in uvodoma kot prva bo nastopila glasbena skupina folklorne skupine Kut Beltinci, potem mlada zasedba Maruša in Luka, kar bo seveda spet ena posebna popestritev dogajanja v okviru etno večera in potem madžarska zasedba Haranglap Népzenei Együttes in kot finale letos gostimo skupino iz Bosne in Hercegovine, skupina, ki igra po svetovnih odrih in so res eden izmed vrhunskih izvajalcev tudi sevdaha. Tako da mislim, da nas bo bosanski lonac popeljal na eno tako lepo čustveno popotovanje po Bosni in njeni ljudski glasbi. Dolgo časa je bil Beltinski folklorni festival na Slovenskem edini pravi folklorni festival, ki je do danes ohranil svojo identiteto. Se ni skomercializiral, zaradi domačnosti in toplega sprejema ter številnega občinstva pa pomenil številnim skupinam nepozabno doživetje. Vsekakor ima zgodba festivala še globji pomen, kar je izpostavil Boštjan Rovs, predsednik Kulturno-umetniškega društva Beltinci. Ljudje prihajajo, tisti, ki so bili tukaj včasih doma, se odselili, zdaj prihajajo s svojimi otroki, vnuki, prihajajo si ogledati, kaj vse se dogaja in kakšni so bili Beltinci z okolico nekoč. Pravzaprav je to tisto, kar je čar vsega skupaj, prihajajo pa seveda tudi drugi. Zdaj pa, če se lotimo morda še nedeljskega popoldneva, to je tisti, ki je še vedno pod okriljem javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Še vedno ostaja, da ne bo, bomo rekli,
napačnih razlag, še vedno ostaja to tudi srečanje odraslih folklornih skupin Republike, torej iz Slovenije. Razlika je le ta, da bo tokrat se prvič pojavilo tudi ime praznik slovenske folklore, predvsem pa ta, da ne bo več tako imenovanega tekmovalnega dela. Še vedno gre za cvet slovenske folklore, to si upamo reči, še vedno so folklorne skupine nekako delegirane pod budnim očesom, bomo rekli, stroke iz javnega sklada, kar se nam seveda zdi prav, tudi nekako pokroviteljstvo tega dne je v domeni javnega sklada Republike Slovenije. Tokrat pa se bodo predstavile skupine, da tako gremo po vrsti 6 folklornih skupin iz ostale Slovenije, poleg domače seveda, torej Rožmarin, Vnanje, Gorice, pa potem Rak Rakik, Bela krizantema iz Maribora, Leščeček iz Veržeja, Ozara Kranj in pa Cof, gre za folklorno skupino Klub optimističnih folklornikov, ki prihaja iz Ljubljane. Skratka, 7 folklornih skupin se bo predstavilo na tem nedeljskem dnevu, najprej v povorki, ki bo potekala, kot je to zdaj že običajno, od osnovne šole do glavnega prizorišča tukaj v parku. Ob 15:30 se bo vse skupaj začelo, na čelu z plejbando, pa potem najmanjšimi folklorniki iz vrtca, šole in potem z našo folklorno skupino in ostalimi gosti. To bo nedeljski popoldan. Želimo si, da bi Beltinski folklorni festival res ostal praznik slovenske folklore, folklornikov. Želimo si, da radi prihajajo tako tisti, ki stojijo na odru, kot tudi tisti, ki pridejo in si festival ogledajo. Še vedno nam gre zelo na roko naš ambient, torej igralski park, z vsem tistim, kar ponuja. Malo je takšnih prostorov, kot je ta naš prostor, ki lahko pričara takšno vzdušje, seveda tudi na nekem ne zgolj veseličkem nivoju, ampak kulturnem nivoju, za katerim cel čas stojimo in si želimo, da je vendarle glavna zgodba, da se glavna zgodba odvija na glavnem odru. Ob tem imamo mi tudi zabavo, potem, ko bo petkov in sobotni uradni del programa končan, bomo tudi imeli zabavo za vse tiste, ki bodo tukaj, ampak glavno je vendarle to, kar je zapisano v programskem listu. Takšen bo letošnji folklorni festival, 49. po vrsti, o 50. bomo kmalu začeli govoriti, že v jeseni, več pa seveda predstavili takrat, ko bo čas za to. Letošnji 49. mednarodni folklorni festival se bo tako že po tradiciji zaključil v nedeljo s praznikom slovenske folklore. In ukolikor vam čas dopušča, ga obiščite od četrtka do nedelje. Prireditelji zagotavljajo, da boste podoživeli nekaj enkratnega in izvirnega v svetu ob Muri. Navzlic poletnemu času počitnikovanja se dogodki vrstijo eden za drugim. Nekaj tega zanimivega smo spremljali v minulih dneh v deželi ob Muri in vam cenjene gledalke in gledalci ponudili v današnjih dogodkih. Hvala, da ste bili z nami, želim vam prijetno počutje.